Dober dan, dragi poslušalci. Dobrodošli spet na podcastu Kristus Rex na kanalu FSSPX Slovenija. Naj najprej omenjam, da imamo novo spletno stran fsspx.si. Morda smo to zadnjič že omenili. In pa hvala vsem, ki gledate posnetke pridig, kratke posnetke in tudi ta podcast. Hvala tudi vsem, ki delite. In vas vabimo, da še naprej nas tako podpirate in mogoče presežemo celo 3000 naročnikov. Zdaj pa kar današnji temi. Danes bomo govorili o krizi v cerkvi in odzivih na njo oziroma o stališčih glede vere in izročila, kot tudi drugega Vatikanskega koncila in podobnih reči. Videli bomo, kakšna so stališča duhovniške bratovščine svetega Pija X. Kakšna so druga stališča in kako to drugi razumejo. In vas povabim, pater, da najprej spregovorijo o tej krizi. Lep pozdrav tudi vsem z moje strani, hkrati zahvala, ker nas v lepem številu spremljate. Malo se moram popraviti, ker sem rekel, da Nejc dela tiste kratke posnetke, pa jih zdaj v bistvu Primož dela, tako da ne bo se čutil izključen, mu gre tudi njemu ena zelo velika zahvala, ker tudi on dela res lepo in veliko delo, s tem tudi razbremeni ostale. Tako da to. Kriza zdaj izhaja iz grške besede in nosi več pomenov. Lahko rečemo, da pomeni presoditi, razsoditi, tudi izbrati. Konec koncev videli bomo, kako različne skupine različno izbirajo, če si vzamemo izbiro. Tu se seveda ne bomo ukvarjali s tistimi, ki se še vedno najdejo, pa pravijo, da v cerkvi ni nobene krize, torej taki so, in ti omenjaš, pa rečejo, ni nobene krize, ne priznavajo tega. Na začetku svojega katekizma o krizi, to je zdaj zaenkrat v hrvaščini, morda pa bomo tudi v slovenščini kdaj naredili, pater Gaudron lepo pravi, da samo slepec tega ne vidi. Ni bolj slepega od tistega, ki noče videti, ali bolj gluhega od tistega, ki noče slišati. To smo že imeli priložnost reči. Ampak vse več jih pa spoznava, da v cerkvi je kriza, pa skuša podati tudi odgovor ali odgovore na to krizo. Zagovarjajo neka stališča. Tako da lahko rečemo, da gre za dojemanje in pojmovanje samega drugega Vatikanskega koncila kot problematičnega, tako ali drugače. Se pravi, da so neke težave z njim in potem se to različno dojema, kakšne so. To bomo pa podrobneje potem spregovorili. Gre torej, če uporabimo ta pomen besede, za izbiro. Lahko rečemo, da je izbira za izbiro, torej dojemanja in za izbiro, kako odgovoriti. To. In ko smo že pri tem, včasih rečemo kriza v cerkvi, kriza cerkve. Kako je pravilno, da rečemo med tema dvema izrazoma? Ja, spet odvisno, kako se dojema. Mi bomo ostali pri krizi v cerkvi, v zemeljski komponenti cerkve ali razsežnosti v vojskujoči se cerkvi, katere velik del ali velikanski del se je žal odločil, da ne bo več vojskujoča se cerkev, ampak da bo pacifistična cerkev, če tako rečemo, ampak dobro. Cerkev kot osebek ali subjekt, kot Kristusovo skrivnostno telo in Kristusova nevesta, seveda ni v krizi, zato ni kriza cerkve. Prav tako kriza ne zadeva celotne cerkve na vseh treh njenih ravneh, torej zmagoslavna cerkev v nebesih ni v krizi, prav tako tudi očiščujoča se in trpeča cerkev, torej duše v vicah, svete duše v vicah, kakor tudi celotna vojskujoča se cerkev oziroma tisti del cerkve, ki je še vojskujoča se cerkev na zemlji, ni v bistvu v krizi. Je pa skoraj v celoti ta zemeljska cerkev v krizi, to pa
In zato po eni strani niti ne bi bilo narobe reči, da je kriza tudi cerkve. Ja, tako se zdi človeku, ki je pričal vsemu temu, kot pravi psalmist, ni ga pravičnega. Ne? Ja, to se potem pozna tudi na drugi strani. Nekateri bi radi vrgli kar vse skupaj v koš, ne bi rešili popolnoma ničesar, kot bomo videli. Se pravi, še vedno je to neko zatiskanje oči pred krizo, to lahko tudi opazimo. Lahko tudi ljudje delujejo naprej tako, da se s tem pač ne ukvarjajo, morda čakajo, da mine, da se bo vse skupaj samo rešilo in čakajo na neko magično rešitev in da bo vendarle prišla pomlad, mogoče celo tista koncilska pomlad, ki je bila napovedana. Ja, se poznamo tisto žalostinko, pomlad že prišla, Bog tebe na svet ne bo, te bo dodjali v to črno zemljo. Spravi, to pesem smo, tako dam eno anekdotico v gimnaziji, fantje iz razreda peli pred vsakim testom, ne, tako da, ne, kukar da gremo na pogreb, ampak dobro, bodimo malo resni, sicer jaz rad kako tako parjavim, ampak dobro. Se pravi, en svoj intervju, ki je išel v knjigi, je Škof Schneider, poznani, naslovil Pomlad, ki ni nikdar prišla. Torej v Braziliji, v portugalščini je dal ta intervju. Po koncilu je torej nastopila trda zima, pravzaprav, in smo zadnjič to lahko videli preko številk, lahko se odzivamo tako in drugače, ampak je seveda razlika ali so razlike doktrinarne narave. Gre torej za vprašanje nauka, ne gre samo za estetiko, za družbeni element, za običaje, navade, za čustva, občutke, kar bi še lahko dal zraven. Zato ima bratovščina svoj položaj, drugi pa svojega. Ja, slišati je bilo tudi, da je bil koncil francoska revolucija v cerkvi, menda je to rekel celo eden od koncilskih očetov. Ja, to je izrekel sam kardinal Sönens, Belgec, je mislil to zelo resno. Ne? Sej, če tako pogledamo, 3 revolucionarna načela, brez težav povlečemo sporednice. Torej, načelo svobode najdemo predvsem v verski svobodi, načelo enakosti v kolegialnosti ali zbornosti in načelo bratstva v ekumenizmu. To lahko zelo na hitro povlečemo, te usporednice. Glede Sönensa samo ena anekdota, ker je močno zagovarjal kontracepcijo, mu je potem kardinal Ottaviani dejal, da škoda, da je ni prakticirala njegova mama, ker potem cerkev ne bi imela nobenih težav s kardinalom Sönensom. Ja, njegova mama je bila verjetno še vedno tradicionalna vernica. Verjetno, ja. Ampak povejva na kratko, ker bomo potem zagotovo še imeli kakšni drugi oddaji priložnost bolj v podrobnosti, ampak o čem govorimo pri teh 3 zadevah? Pri verski svobodi govorimo o verskem indiferentizmu, spravi, cerkev ga je vedno obsojala in trdi ta indiferentizem, da so vsa verstva enako resnična, enako dobra. Nekdanji predsednik Kučan je nekoč izjavil, da resnica ni samo ena, ampak jih je več. Mnogi so takrat upravičeno rekli, ni tako. Je ena resnica, ne more biti več resnic. Ne? Zdaj, če pa damo na to versko področje, če so vse vere resnične, potem ni nobena resnična. Dam primer, v začetku 90-ih let smo hodili na mesto na morje, v Moravske Toplice, v Prekmurje, na Hrvaško, in takrat bila še vojna, pa smo potem kasneje spet začeli hoditi tja na morje. Naredili smo tudi par izletov na Madžarsko, tam si imel na voljo na tržnici marsikaj, ko so bile tudi superge Adidas, Adidas in podobno, ne? Pa si pa šel v trgovino, si pa videl superge Adidas, ne? Zdaj, kjer so prave, ne? A so bile vse dobre in prave. Meni so starši kupili ene
Odidos, Superge, ne, pol so me pustili na cedilu, bi rekli, ne. Sem bil kot Jean-Claude Van Damme v enem filmu, ki je na mesto Puma je dobil Puma, ne, Superge, pol ke s tistim vozom tekel po Hongkongu, pol je on pustil za sabo podplat, jaz pa tudi, ne, tako da vidimo, da niso vse ta prave in dobre, ne, tako da te stvari malo zdaj, da vržemo malo na šalo, ne, tako da te stvari malo. Torej, ne bomo dodatno poudarjali, da samo ene Superge so bile prave, ne, tiste v športni trgovini, samo ena vera je prava, tista, ki jo je Bog razodel in dal svoje cerkvi, katoliška vera. Kriva vera ali zmota ne mora imeti domovinskih pravic, ampak se jo k večjemu tolerira. To drugo se je prakticiralo, ne? Da se je nekako toleriralo druga verstva in tako, ampak vedlo se je, katoliška država ima neke zakonitosti in recimo, ne vem, omenjali so, mislim, da Peru enkrat ali tisto, ki je še pred kratkim tudi v ustavi imel, da je to katoliška država, ne? Da pač drugi niso smeli si postavljati kar tako svojih svetišč ali pa molilnic ali pa teh stvari, oziroma če so postavili, niso smela biti kar tako razpoznavne in tako so imeli neke omejitve in tako, ne. V avstro-ogrski monarhiji recimo pravoslavci, ne, ki jim mi sicer rečemo krivoslavci, ne, če smo mi pravoslavci, so oni krivoslavci, ampak dobro, so imeli dolžnost si postaviti recimo v Trstu cerkev z vrati, ki niso gledala na glavno ulico, ampak potem z denarjem se da narediti vse, ne. Pač Srbi v Trstu so imeli denar, pa so si tudi kupili pravico, da so imeli pol vrata in še danes so na glavno ulico v njihovi sicer zelo lepi cerkvi, ne, ampak dobro. Spravi, ta druga zadeva potem, ne, enakost je poskus demokratizacije cerkve, tam največ ne bi bilo hierarhije, pravzaprav pomeni hierarhija božji red, ne, če pogledamo etimološko, ne bi bilo več avtoritete v cerkvi in avtoritet v cerkvi. Seveda mora biti skupno razglabljanje, odločanje, zato sinode in sinodalnost, da se koncil v praksi stalno dogaja in nikdar ne konča. Revolucija pač, kot vemo, nikdar nima konca. Tako da to. Francoska revolucija je v prenesenem pomenu, pa tudi dejansko pravzaprav, ne, umorila očeta v družbi s koncilom, oziroma po njem pa se je to naredilo potem v cerkvi. S tem, da potem je v resnici tako, da namesto decentralizacije, debirokratizacije se ravno obratno zgodilo, ne, in potem številni škofje so tako rekli, ne, da a smo se za to borili, ne, ko so rekli včasih, ne, spravi enkrat je govoren duhovnik, je imel enega prastrica škofa in prav tako je rekel ta škof, ne, mi smo rekli, oziroma nam je bilo rečeno, da bo bolj decentralizirano vse skupaj, da bo imel škof več vzvodov in tako naprej, ne, v resnici se lih obratno zgodilo, ne, tako da to. Zdaj ne bomo šli v podrobnosti, prišlo je pač do neke velike avtoritarnosti pri pastirjih, torej pri škofjih in tako dalje, ne, oziroma posamezni škofje imajo precej malo odločanja, bolj se odloča potem v tistih večjih telesih, ne, kot je škofovska konferenca in to, ne. Spravi, en škof bo skrbno pazil, da ne bo kako bi se reklo, da ne bo štrlel ven zbora, ne, bomo rekli tako, ne, da bojo skupaj uglašeno peli, ne, to se trudijo, če tako malo rečemo.
Torej, tako. Tretja stvar, bratstvo, ekumenizem. Cerkev ni več edina ladja rešenja, ampak se išče najmanjši skupni imenovalec, se tako reče. To se išče, ne, se pravi, kaj imamo skupnega. Tisto, kar bi druge motilo v katoliški veri, tistega se znebimo, ali pa se tako zreducira, da nazadnje od katoliške vere nič ne ostane. Pa potem to ne velja samo med kristjani, torej katoličani, pravoslavnimi oziroma krivoslavnimi in protestanti oziroma krivoverci, če uporabimo te izraze, ne, ampak gre potem tudi na svetovno raven, ne, se pravi svetovno bratstvo, vsi smo bratje in tako naprej, ne. Pa dialog na dialog, hiša gori, propada, se ruši, ampak glavna skrb so vsa ta neka srečanja medverska, ne vem kaj že, ne, pač to. To zdaj ne pomeni, da mi ne želimo z drugimi govoriti, ne. To že, da tudi mi z drugimi govorimo, ampak ali ima to govorjenje zdaj kak cilj ali nima, ne, spravi. Čeprav sem na kratko zdaj to povedal, mislim, da sem bil tudi kar dovolj dolg, ne, tako da. Ja, nič hudega, sej konec koncev govorimo o pomembnih stvarih, ker na podlagi tega pridemo do različnih zelo temeljnih stališč in vprašanj. Gre v bistvu za kako jemljemo koncil in vero koncila in časa po koncilu in potem vprašanje pokorščine, kar je danes sploh v zadnjih letih zelo aktualno, odnos do cerkvenih oblasti in tako naprej. Ne. To je vse zelo pomembno in ne moramo biti ravnodušni in je treba zavzeti neko stališče, ne moremo neskončno biti nekje na sredini, na dveh stolčkih. Če je kriza odločitev, potem se znajdemo na križišču, ne moramo ostati sredi križišča. Ne. Se moramo odločiti in ne moramo, kakor se reče, čakati sodni dan tam. Ja, sodni dan, ampak vemo, kdaj pride za vsega od nas, ne, tako da to. Ne vemo pa, kdaj, kje in kako nas doleti, ampak dobro, ne. Se pravi, vsi boste umrli, morda tudi jaz, ali kako je že tisto, ne. Dobro, recimo, pravi položaj je vedno na sredini med dvema skrajnostma, pa imamo koga na levi, pa koga na desni. S sodobnim jezikom bi lahko rekli, da obstajajo nekakšni hibridi tudi, ne, iz grške besede hybris, ne, se pravi, to niso ravno resni odgovori, bomo tako rekli, ne bomo šli zdaj v podrobnosti spet etimološke in tako naprej. Recimo, da je naša bratovščina v sredini, pa jo tako postavimo, potem pa imamo ene postavljene levo, ene desno. Levo so postavljeni tisti, ki nekako podpirajo trenutno stanje, hote ali ne hote, desno so tisti, ki odklanjajo današnje avtoritete. Imamo nekako 5 položajev potem ali stališč, ki so seveda na koncu doktrinarna stališča. Poleg bratovščine svetega Pija X imamo, kakor bomo sedaj poimenovali, neokonservatizem, indultizem, odpor in sedevakantizem. Prva 2 sta na levi, druga 2 pa na desni, tako jih postavimo. Gre torej, kot smo rekli, za vprašanje koncila in vsega, kar se je zgodilo po njem in avtoritet papeža, škofov in tako naprej, čeprav razumem. Ja, za vprašanje zadnjega koncila, ne, ker enkrat, ko je en profesor, duhovnik mi rekel, ti ne sprejemaš koncila, sem rekel, ja, zdaj jaz sprejemam vse koncile, zdaj moraš povedati točno, katerega misliš, ne, tako da tisto, ne, spravi, govorimo o zadnjem, drugem Vatikanskem koncilu. Torej, glede njega, ne bomo šli v podrobnosti, ampak bratovščina drugi Vatikanski koncil priznava kot veljaven,
kot legitimni koncil cerkve, ampak pravi, najprej je bil to poseben koncil, ker so rekli, da je pastoralni koncil, da ni to doktrinarni koncil in tako, ne? In se je tako tudi delalo potem. In pravimo pač, da na tem koncilu se je promoviralo določene zmote. Glavne smo že nekako našteli prej. In to se ne sklada s tem, kar je stalni nauk katoliške cerkve, kar je izročilo zaklad vere, to se pač zavrača, kar ni v skladu s tem, ne? Ker ali te stvari, če so od Boga, veljajo zmeri, ali pa ne veljajo, ne? Spravi to. Enkrat se bo pač zadeve popravilo, se bo naredilo tako, kot je treba, če ne prej v nebesih, ampak dobro, mi upamo in verujemo, da bo to prej. Seveda pa mora to napraviti legitimna avtoriteta, torej papež. To lahko stori s pomočjo še enega koncila, lahko pa tudi ne. Pač koncil je papeževo orodje, ne, ki ga lahko uporabi, lahko ga tudi ne uporabi, ne, se pravi, da mu pomaga pri teh stvareh. Ne. Torej ne vemo, kdaj bo to ve samo Bog. Zagovarjamo potem tudi pravilno pojmovanje raznih zadev, kot je pokorščina. Torej ne more biti slepa in ne more biti slaba pokorščina. Ne more biti nezmotljivost za vsako ceno. Ne. Vendar pa pač priznavamo papeža in njegov primat, kot tudi veljavnost in legitimnost škofov in kardinalov. Torej molimo za papeža, za škofe, posebej krajevne škofe, za papeža posebej, kadar zaključujemo naša češčenja in tako tudi zapojemo tiste stvari in potem zmolimo tiste molitve, Oremus pro pontifice nostro ali pa tu es Petrus ali pa tako, ne, spravi te zadeve. In smo vedno pripravljeni tudi na pogovor z njimi, obratno vprašanje, ne, kakor tudi, da nas morda obiščejo, ne, tudi pater Regele zadnjič v Zagrebu, ko je slovesno blagoslovil kapelo novo, je tudi rekel, ne, da lahko pride nadškof in lahko pridejo ostali pogledati, ne, to kapelo, da so vedno dobrodošli, tako da to velja, ne. Zdaj, ne bomo šli danes v podrobnosti, to bomo imeli še priložnost, ampak povemo samo okvirno te stvari. No, tukaj je jasno, da je to ena pozicija sredinska med dvema ognjema. Je pa tudi položaj bratovščine nemogoče razumeti in tudi ostalih, če ne privzamemo, da je res kriza, ker sicer ne bi smeli biti tako, a ne? Ja, v normalnih okoliščinah seveda se ne bi, ne samo da se ne bi mogli, se ne bi smeli tako obnašati, ne? Ker če zadeve normalno funkcionirajo, starši ali vladarji rečejo, otroci podložniki ubogajo naredijo, ne? Tako da ni nekih težav, ne, s tistim, če je ta prava avtoriteta, če se vsi kolikor toliko normalno obnašajo v teh zadevah, ne, pač dobro zmeri so taki in drugačni otroci in podložniki, ne, to je tudi, pa tudi muhasti starši, vladari in tako dalje, ne. Tudi to, ampak vemo, kdaj staršev ali predstojnikov ne ubogamo, ne. To, mislim, upam, da vemo, no, zdaj, ne vem. Pa, mislim, dobro bi bilo vedeti, da potem tudi tako vzgajate svoje otroke, ne, kdaj se uboga, kdaj se ne uboga. Se pravi, poslušamo in se jim podrejamo, kadar so te prave stvari. Če bi bile kakšne grešne ali napačne zadeve, pač tega ne poslušamo, tega ne ubogamo, ne. Se pravi, če ti reče oče, ne vem, zdaj skoči dol
z balkona, ne, z 3. nadstropja ali ne vem s kje, ne, pač tega ne boš naredil, ne, verjetno, ne vem. Sicer tam vse sem že pravil, ne, da v enem od sosednjih blokov v Novi Gorici eden si je mislil, da je Superman, pa je pol ugotovil z obema zlomljenima nogama, hvala Bogu, da je bilo samo to, da ni Superman, ampak dobro, to so druge stvari, ne, potem je skočil. Tako da te stvari malo. Zdaj, to so moralne osnove pravzaprav, ne, tako da se prav razume, tudi 4. božja zapoved in tako. Gre za vprašanje, ali se dogme in nauk spreminjajo, ali se lahko izdela namesto tradicionalne maše in zakramentu novo bogoslužje, ki staro nadomesti in podobno. Pač tisti na levi trdijo, vse to je mogoče. Ne? Je dovoljeno, je dopustno, kakorkoli že. In je vse skupaj stvar razlage. Ne? Spravi, nezdružljivo se da združiti. Zadeve lahko sobivajo in podobno, ne? Spravi to. Po drugi strani pa nimamo spet v nekih dolžnih okvirih nobenega manevrskega prostora, ne? Ampak enostavno zid, popolno zavračanje ali celo zanikanje obstoja avtoritet, ne? Torej papeža, škofov, tudi kardinalov in tako, ne? Ja, če smem samo tukaj dodati, zanimivo mi je bilo, pred kratkim sem videl, da je en dominikanski pater na Twitterju komentiral, pa to ni nekdo, ki bi imel pozicije sploh podobne bratovščini ali nam tukaj. In je pravil, da je koncept pokorščine, kot ga ima danes večina ljudi, kot je razvino, da ga ima večina ljudi, nekaj čisto skoraj sprevrženega in skrajnega, celo iz vidika enega dominikanskega patra, ki ima za prisego pokorščine. Se pravi, da obljubo in imamo nekako čist zgrešen pogled na to. Nekako slepe pokorščine se držimo vsi. Ja, lej, jaz tudi kdaj preberem malo, so kaki taki verniki, ki so bili nekoč, so hodili k mašam, k bratovščini in tako naprej, ne, pa so zdaj zavzeli te leve položaje, bomo rekli, ne. En je tako rekel, ne, pa je izobražen človek, ne, da to ne obstaja prava ali lažna ali prava in neprava pokorščina. Pokorščina je pokorščina, ne, tako je rekel. Ja, zdaj ne vem. Torej, ne obstajajo prave in fake superge, ne, če se vrnemo k tismo prej, ne, tako da. Ja. Spravi, zdaj pejmo naprej, no. Ja. Pejmo pol naprej, ja, na dve opciji na levi, in to ste omenili neokonservatizem in indultizem, mogoče najprej prvega. Ja, se pravi, ta neokonservatizem zgodovinsko se naslanja na neke stvari, ki so bile v bistvu že pred samo francosko revolucijo, ne, se pravi, tudi v Angliji, ta nominalizem in tiste zadeve, potem pač ta moderni preobrat, ne, se pravi, so rekli kopernikanski preobrat in tako, ki je začel Descartes in tako. Torej, racionalizem, moderna filozofija potem takem, ne, se to sprejema, vzame, zlasti pa potem liberalizem, ne, ker vemo, da potem še malo manjša revolucija, ampak ki je imela seveda svoje korenine prej, 1848 lahko rečemo liberalna tudi revolucija, ne, in tako imenuje pomlad naroda, ampak je v bistvu šlo prav za te stvari, ne. Tako da je to in potem tisti stari konservatizem, ki je pravzaprav spet liberalen, ne, tako da to. Spravi, sprejemamo revolucionarna načela ali pa, če rečemo, če ne uporabimo revolucije, kar ponavadi ima v današnjih časih ali pa že kar nekaj časa
neko pozitivno konotacijo, ne, bomo rekli. Monsignor Gom, ki je specialist za te stvari, je rekel, da je to bil prevrat, ne, spravi, ampak v bistvu revolucija, prevrat je eno in isto, ne, druga beseda je to. Spravi, oni sprejmejo, kar je revolucionarnega te ideje in tako, ampak pravijo, malo bolj počasi je treba iti te stvari, ne, če gre v počasni prestavi, ne, recimo v drugi prestavi na mesto v 5., 6., ne, to bi bilo še ok, ne, samo ne prehitro, ne, pa ne preveč, pa tako naprej, ne. Spravi to. Ko gledamo na koncil dokumente, to je tudi Ratzinger oziroma papež Benedikt pokojni zagovarjal, je ta primat hermeneutike, ne, spravi razlage, ne, ono je na prvem mestu, ne, ni na prvem mestu resnica in tako, ampak razlaga, ne, vse odvisno od razlage, ne, vse je stvar razlage. Se pravi, dokumente in ostalo se da razlagati, ne, ampak dobro, sej, tudi to je res, ne, ampak zdaj, kaj je zdaj tle resnica, ne? Ti lahko razlagaš v levo, v desno in tako, ne? Ti dokumenti so tudi bili tako narejeni, ne? Ampak oni rečejo, ok, ne, razlagamo, zdaj oni grejo preveč v skrajnosti, ne? Ne? So prehudi revolucionarji, ne? Se ne sme iti predaleč, ampak je treba se da zadeve razlagati vseeno drugače, ker zlasti po francoski revoluciji so nastopili drugi časi, ne, tako rečejo, ne. Zdaj ono treba pustiti, ne. Potem takem bi imel kardinal Martini prav, ne, ki je rekel, da je ostala 200 let zadaj cerkev, ne, takrat, kadar je rekel, mislil prav na to francosko revolucijo in ta načela, ne. Spravi so nastopili neki novi časi in zdaj treba tako drugače. Ne? Spravi, rešiti se skuša in volka in kozo, ne? Ali pa, kot bi rekli Italijani, kozo in zelje, ne? Kukarkoli že. Ne? Se pravi, se ohrani na koncu neka zunanjost, se zdi, da so zadeve še vedno tradicionalne, v resnici niso tradicionalne, ne? Je nek nominalizem, če tako rečemo s filozofskim jezikom, ne, spravi, na zunaj je tako, v resnici pa ni. Ne. Zdaj, tisti filozof švicarski, ki sva ga tudi že omenila, Romano Amerijo, je tudi to rekel, ne, da uporabljajo zdaj, on je rekel, da je to čirčiterizem, ne, se pravi, čirčiter, ne, se pravi, uporabljajo neke besede, ki se jih je prej uporabljal, ampak pomenijo čist nekaj drugega, ne? Tako da te stvari, malo če se na to obrnemo. Spravi, v resnici niso tradicionalne zadeve, ne? So drugačne. Se skuša narediti neko hegelovsko sintezo tudi med nazadnjaškim pa naprednjaškim, ne? Se pravi, vzamemo konservativno je skrajno ali tradicionalno bi lahko rekli, ne? Preveč naprednjaško je spet druga skrajnost, ne? Naredimo eno sintezo z tega, ne? Spravi, spet največji skupni imenovalec, ne? Se pravi, dajmo to skupaj, pa bo ratalo v redu, ne? Skratka, to, potem stvari ne smejo biti preveč zastarele, okostenele, pa niti preveč revolucionarne po drugi strani, nekje vmes morajo biti, ampak morajo biti nove, ne? To vsekakor. Tako da se vse skuša uskladiti, torej je mogoče imeti, ne, če gremo na liturgijo, novo sordo, ampak zdaj kaj, ne, eni rečejo vse je ok, ne, se ne bomo nič preveč ukvarjali z liturgijo in tako, ne. Eni pa rečejo ok, novo sordo, če ni preveč revolucionaren, ne, če se obhaja pobožno, bi rekli Američani smells and bells, ne, in tako, ne, spravi kadilo, okrasje, ne, ampak to je v resnici majhna skupina in bodimo pošteni, ne, koliko je sploh takih novosordov, se pravi po novem obredu obhajanih imaš
ki bi bile na tak način obhajale, ne, se pravi konservativno, zelo dostojno, v bistvu precej bolj proti tradicionalnemu in tako naprej, ne. Koliko tega vidimo? V bistvu ne vidimo, ne. Tako da to. Ampak ostali, ki so večina, v bistvu se, kot smo rekli, ne ukvarjajo z liturgijo, ampak bi jim bilo vseeno preskrajno obhajanje maše na recimo napihljivi blazini na morju ali pa s klovni in podobnimi zadevami, ne, to že, ampak drugače se pa nekaj preveč ukvarjajo s tem in jih nič ne moti, da so neke take stvari v maši in tako, ne, in da se jemlje preveč svobode tukaj noter in tako, ne. Torej, mogoče je seveda za njih med neke vrste ekumenizem, ne sme biti preveč skrajen komunizem, ker tudi ostali kristjani imajo seveda svoj prav, imajo pravico do obstoja in mogoče jim je tudi dati uporabo kako cerkev, buhvari nam, ne, ampak njim ja. Nekdo je pravil zadnjič, da ko so vprašali Romuni, a je bilo to v Kranju ali kje je bilo. Ne vem, nekdo je razlagal. Pa so vprašali za cerkev in niti v enem tednu so že dobili, ne, tako da to. Ne. Rečejo, ja, vse je bolje, ne, da se ne rabi za kakšne druge slabše stvari, ne. Bolje, da cerkev ne propada in tako naprej, ne. Ampak, ne, kot sem verjetno že omenil, ne, kadar sem se pogovarjal z nekdanjim italijanskim okrožnim predstojnikom Don Ludovikom Sentanjem, so mu rekli, ne, v Rimu, ko so se zanimali za eno cerkev, da rajško dajo bratovščini, da rajško jo porušijo, ne, tako da vidimo, ne, kako je s temi zadevami, ne. Se pravi, vse živali so enake, samo ene so bolj enake od drugih, ali kako je že tisto, ne. Verska svoboda, to je tudi mogoče, sveda spet ne sme biti preveč skrajna. Povsod so tako imenovana semena resnice, ampak to je povsem napačno razumljena misel nekaterih cerkvenih očetov. Tradicionalne latinske maše oni ne obhajajo, se ne ukvarjajo ali zavzemajo zanjo, ampak nimajo nič proti temu, da ima svoje mesto v cerkvi, ne. Tako tudi rečejo, ne. Ni nič slabega, vsakdo ima svoje mesto v cerkvi, ne. Se pravi, lahko imajo prenova svoje stvari, skavti, skavtske maše in tako, pa nek zaprašen kotek bi bil dober tudi, pa kakšna taka napol podirajoča se cerkev tudi za tradicionalno latinsko mašo, ne, tako da tisto ja, ok, ne. Samo ne nas motiti preveč, ne, tako da tisto. Glede morale, oni bi rekli, da so konservativni, ne, ampak v resnici niso, ne, oziroma so konservativni v smislu, da so personalistični, ne, potem lahko tudi marsikaj dopustijo, ne, se pravi, vseeno ne smemo biti preveč skrajni, ne, v teh svojih zahtevah in tako, ne smemo spet, moramo tudi druge razumeti, kako se počutijo, ne, ko jim mi govorimo svoje argumente in tako naprej, pač odvisno od razlage, ne, zmeraj. Ne, se da. Recimo, papež Benedikt XVI govoril o Afriki, ne, in kako bi bil najboljši sistem ABC, ne, takrat se spomnim, sem tudi nekaj pisal, ker sem bil tudi jaz v teh vodah, ne bom tega zanikal, ne. Se pravi, nek neokonservativci in tako, ne. Se pravi, 3 zadeve, ne. Abstinenca, ne, A, potem B, being faithful, ne, se pravi, biti zvest, ne, svoji ženi, svojemu možu, ampak C je contraception, ne, se pravi, kontracepcija v skrajnih primerih, ampak vendarle, ne, tako da se dopušča, ne, ni zmeraj narobe in tako, ne.
Janez Pavel II, ki sicer zavrača kontracepcijo, jo postavi kot problem, ampak zakaj? Zato, ker se z njeno uporabo dva ne morata v polnosti podariti drug drugemu, ne, ta personalizem in tako naprej. Potem lahko pride do tega, da se te naravne metode jemlje kot vrsto kontracepcije, ne kot skrajni izhod v nekih točno določenih primerih, ne, kot je to dejal papež Pij XII. Ne. Tako da to se dopušča, ampak se dopušča, ne. Ni zdaj to v redu, ne, da se to prakticira, drugače pa naj se ne bi, ne. To ni metoda kontracepcije, ne. Tudi Aurelij Avguštin je naravne metode prakticiral, ne, ampak se je svižlo in je potem dobil sina, ne, tisto vemo, ker so takrat že znali to uporabljati, ne, tako da to. Na prvem mestu seveda ni vera, ni resnica, ampak je neka morala, tako vzememo, ne, spravi vera je neka skupnost, so neki prijatelji in tako dalje, ne. Pa potem je nek moralni nauk in tako, ne. Spravi katolištvo najboljše pravilo življenja, ampak ni edino pravilo, ne. Spravi tudi drugi imajo malo slabša, ampak še zmeraj dokaj v redu, ne, pravila, tako da to. Potem glede možnosti razlaganja, v preteklih dneh eden od teh teologov, ne, ki jih omenjamo, v Italiji je dejal, da je ta nedavni dokument kardinala Fernandesa, da se da čisto lepo razložiti v luči izročila, ne? Če damo en tak primer. Ne? To se nič ne oddaljuje. Ne? Samo ti moraš pravilno postaviti, ne, razlagati, da ne, ni nič drugače od tradicije, ne, od izročila. Ne? Tako da to, tako oni to delajo. In zdaj se veste, imamo te skovanke, no, to z bratcem in s prijatelji, tudi še srednje šole, rečemo, da se igrajo pajko može, ne, spravi Spider-Man, ne, pajko mož, ne, Catwoman, mačko baba, ne, in tako dalje, ne, take stvari malo smo se igrali, ne, ketchup ujemi gor in tako, ne, malo take zadeve, ne, tako da malo šale, ampak žal še preveč resnice, ne, spravi skušajo plezati po šipah ali pa po gladkih površinah ali pa na ukreber, gor na opično. No. In tudi to je pravzaprav Frančiškovo papeževanje postavilo pod veliko preizkušnjo, to moramo reči. Ne. In tudi sam, ne, kot še drugi, smo resnično si zelo prizadevali, da bi na ta način prišli skozi, ampak tem gotoviš ne gre to tako, ne. Jaz vendarle nisem, ne, pajko mož, ne, tako da ne morem jaz plezati tako gor, ne gre. Ja, to je izčrpna razlaga. Gremo mogoče še na indultizem. Ja, temelji ime na dovoljenju, spregledu, stojko se reče temu indult. Spregled pomeni, imamo pravilo in potem je izjema od pravila, ne? Spravi, ti dobiš spregled, ne? Recimo dva starejša, ne vem, vdovca recimo, ne? Se spoznata in se bosta poročila in dobita spregled od oklicev, ne? Recimo, da ni treba ju oklicati. Torej, to je spregled ali indult in podobne stvari, ne? Spravi, tu govorimo o obhajanju tradicionalne latinske maše, se pravi, pravilo je novus ordo, ne, nova maša, izjema tradicionalna maša, latinska maša, ne, spravi to. Tako pogovorno imenujemo, ne, TLM, zato da ohranjamo iste kratice kot v angleščini, ne. Pride prav, bomo rekli, ne. Se pravi, brez dovoljenja, pravijo te skupine, to se ne sme obhajati, tradicionalne latinske maše. Ne? Poleg naše bratovščine so še nekateri posamezniki in majhne skupine,
ki so še naprej obhajali tradicionalno mašo, pa so zato dobili nek spregled. Ne. Morda najslavnejši tisti spregled Agate Christie v Angliji in Walesu, kot ga imenujejo. Ne. To so številni umetniki podpisali in se potem to dodelilo. In kasneje, leta 1984, je malce to razširil papež Janez Pavel II, čeprav zelo omejeno še zmeraj je bilo. Največje skupine potem nastanejo po škofovskih posvečenih bratovščine svetega Pija X. leta 1988, tako imenovane Ecclesia Dei skupnosti, ker je bila izdana ta zadeva Ecclesia Dei Afflicta, ne, se pravi, tam je bilo razglašeno, da naj bi late sentencije nadškof Lefevre in ti škofje in tako zapadli v izobčenje, ne, se pravi s samim dejanjem, ne, kar se je potem itak dokazalo, da ni lih tako, ne. Med drugim drugi škofje, kardinali celo in tako, ki so isto stvar naredili brez papeževega poslanstva, dovoljenja, niso bili spoznani za izobčenje, ne zaradi tega, ampak dobro, to bomo morda kdaj šli v te podrobnosti. Torej, nastale so te skupnosti, Ecclesia Dei skupnosti, medtem Ecclesia Dei ne obstaja več, ne, ker papež Frančišek je ukinil pač tudi to komisijo Ecclesia Dei, ki jo je vodil nazadnje monsignor Pozzo iz Trsta, ampak dobro. Torej, to so duhovniška bratovščina svetega Petra, Inštitut Kristusa kralja velikega duhovnika, Inštitut dobrega pastirja in podobni. Potem gremo naprej, 2007 s Summorum Pontificum je nastalo še več teh skupin, ne, tudi naša, v kateri smo bili. Ne. In smo videli, kako težko je pravzaprav nemogoče delovati v teh okvirih, kar se je zlasti izkazalo potem po Traditionis Custodes. Ne. Ja, takrat, če smem, takrat nihče ni imel problem čist brez sramu kršiti cerkveno pravo z vsakim izgovorom. Ne. Tudi ne upoštevati teh indultov, ki so bili izrečeni. Ja, se pravi, vse te stvari in potem naj bi zahtevali, čeprav, ne, to bomo še rekli, ampak dobro, da vsak duhovnik ima pravzaprav pravico, da lahko mašuje tradicionalno mašo. Zdaj, če seveda pridejo ljudje na tisto mašo, kdo bi jim prepovedal, ne, če imajo interes. Ne, tako da te stvari, ne, oni so pa rekli, ja, kje imaš dovoljenje, ne rabim dovoljenja, ne. Tisti, ki je pooblaščen nekje za tako mašo, mi lahko meni enostavno reče, boš pa ti maševal, pa rečem ja. Po Summorum Pontificum je bilo to čisto v redu, ampak njim ni bilo v redu, ne, ampak dobro, pustimo, pač to so te velike težave in tudi tako imenovane Ecclesia Dei skupnosti so imele neke težave, potem jih niso imele težave, ampak nazadnje vidimo, da jih imajo še zmeraj, ne. Tako da to. V bistvu so zelo podobni neokonservativcem, pravijo, da vse, torej koncil, Novus Ordo, vse to je mogoče sprejeti brez nekih večjih težav, če se stvari spet pravilno razlaga, če se to pravilno ukomponira, torej je mogoče sprejeti tudi tiste zmote koncila, če se jih prav razlaga. Ne. Novus Ordo ima svoj prostor pod soncem, ne samo, da je veljaven, je tudi dopusten. Ne. Važno, da ima tudi tradicionalna maša svoj prostor, možnost sobivanja,
To je spet čisti ta liberalizem, ne, vidimo, ne, tako da to. Kar po eni strani niti ne bi bilo za začetek slabo, ampak dobro, ne, zdaj. Mi smo realistični, pravimo, da to bi bil en korak proti cilju, ne, da bi duhovniki mogli svobodno obhajati tudi tradicionalno latinsko mašo, ampak samo po sebi to ni dovolj. Ne. Problem tudi z ostalimi zakramenti. Ne. Lahko ni dovoljeno tradicionalno obhajati teh zakramentov, recimo se poročiti in tako, ne, po tradicionalnem obredu, ne. Ampak moraš porabiti novo sordo obred, ok, in potem tradicionalna maša, recimo temu tako, ne. Ali pa so rekli, ne, obhaja kak ta duhovnik tradicionalno mašo, pa potem pridga kot pridga, ne, ni lih tradicionalno tisto. Spravi vedno odvisnost od volje tudi lokalnega škofa ali samovolje, ali tako skupnost ali skupino sprejme, je ne sprejme, kako pogosto je lahko tradicionalna maša, kje je lahko ta tradicionalna maša, kdo obhaja to mašo in tako nadalje. Ne. To so te številne težave, moramo reči, že prej je šlo vprašanje, je šla prošnja tudi strani samega duhovnika Inštituta dobrega pastirja z Poljske, da bi bil on pripravljen priti v Slovenijo, imeti tradicionalno mašo, voditi stvari, ampak seveda ljubljanski nadškof, oziroma kot mi rečemo Primorci, nadljubljanski nadškof, ni bil za to. Ne? Tako se malo šalimo, ne, z vas Kranjcev, ne, se veste. Tako da ste malo nad nami ali pa se čutite nad nami, zato rečemo nadljubljanska nadškofija. Ne, malo. Upam, da ne zamerite preveč. Tako da. Ni problem, imamo dovolj kompleksa superiornosti. No, dobro. Tako da se po drugi strani nam itak vrnete, tako da ni... Mislim, da se dobro razumemo sicer med sabo. Ampak dobro, gremo naprej. Se pravi, gre za to, da podlaga teh indultistov ni za tradicionalno mašo namreč doktrinarna. Ne? Gre za stvar estetike, izbire, preference, všečnosti. Ne? Sem slišal enega advokata, odvetnika, ki hodi v eno od takih skupnosti, tradicionalni maši, je rekel, ja, se ni problema. Ne? On je sicer govoril, ne, je razlagal neke stvari, ne, kako mora biti v legalnem smislu, sicer bi rekli bolj legalističnem kot legalnem, ne, in kako moramo biti objektivni in tako dalje. Pol pa je rekel, ja, jaz pa hodim k tradicionalni latinski maši, ker mi je všeč. Je bil zelo objektiven. Ne? In pa je rekel, ja, kaj pa če ne tradicionalne maše, ja, pa grem na novo sordo. Ne? Sej naš župnik tle ima kar v redu novo sordo, pa se da. Ne? Spravi tako. Spravi ni stvar doktrine, nauka, ne, se pravi, ampak ena od teh zadev, ne, mi je všeč. Ne? Ja, če smem, zanimivo mi je mogoče, da je že ta izvorni, famozni indult Agate Kristi, ki ste ga omenili, je bil izprošen na podlagi zaščite kulturne in estetske dediščine. Spet, ja, imamo. Ni doktrinarna zadeva, ampak to. Ne. Se pravi, meni je sicer bolj všeč Lindt čokolada, ampak če ni Lindt čokolade, je v redu tudi kaka cenena čokolada. Ne. Kar oboje je čokolada. Oboje je čokolada, ne? Veljavna čokolada, ali kako bi rekli, ne? Če je poješ preveč, te obe zapreta, ali kako je že tisto, kot policaj. Tako da to, se pravi, je ena od možnosti, ne? Ena od duhovnosti, tudi rečejo, ne? To je naša duhovnost, ne? V katoliški cerkvi. Ampak so tudi druge potem duhovnosti, ne? To smo že rekli prej. Ne?
Spravi, tudi drugi imajo svoje reči, ne? Tako da to. Zakaj nam ne dajo prostora, ne? Mi smo vendarle tako pridni, dobri, ne? Smo znotraj cerkve in tiste stvari, ne? A tisto smo že povedali, kako sta molila en naš duhovnik pa en Petrovc v cerkvi in tisto. Pol je šla varovalka z Ihrunga, ne? In ustane naš duhovnik, da bo šel v zakristijo tisto fickalo gor dat. Mu je rekel Petrovc, ne odhajaj iz cerkve, ne zapuščaj cerkve, ne? Tako da to. Spravi to, novo sordo oni ne povsem zavračajo, ne? Dobro, tudi mi povsem ne zavračamo v tistem smislu, da rečemo, da je tudi veljaven, ne? Tudi, ne? To bomo potem povedali. Ampak načeloma seveda ga zavračamo, ne? Tako da to. Oni pa načelno ne zavračajo novo sordo, ne? Tako da se lahko zgodi, da kdaj ti duhovniki tudi somašujejo, ne? Če je treba, ne? Tudi to. Načeloma ne, ampak se tudi to zgodi, pa se je zgodilo, pa se še bo. Tako. Ali pa tudi, ne, je tradicionalna latinska maša nek dodatni hobi, poleg sicer redne novosordo maše, ne, tudi to. Za tradicionalno latinsko mašo se oni seveda zauzemajo, ne, niso kot neokonservativci, se za njo potrudijo, ampak tudi velika subjektivnost pri obhajanju, tako to bomo potem še čez neki trenutku bolj podrobno rekli. Pri teh duhovnikih imamo to, ne. In no, se tudi pri neokonservativcih je potem nek subjektivizem pri novosordomašah, ne, tako da to. Ne, te stvari. Ker se stavi noter neke stvari, ne, potem tudi v novosordomaše in tako neke tradicionalne elemente in tako samo pač tisto ni predvideno, ne, tako da to. Nekaj časa je tudi zame tako veljalo, ne, ampak jaz sem imel jasen cilj pred sabo, to pa tudi moram reči, ne, da ne mislim tega delati v nedogled, ne. Tako da te zadeve. Kleriki in laiki, ki so znani po elektronskih medijih, to so, bi rekel, pater Marko, svobodni strelci, ne, ponavadi. Potem oni vse delajo, da jih le cerkev priznava, ne, bi se ponižali ne vem kam, ne. Čeprav v bistvu jih cerkev peha v neki rezervat, jih močno ovira, celo jih ukinja, ne sprejema. Ne. Tako da to. Ko so prišli Petrovci, mislim, so hoteli priti v Slovenijo uradno, so dali prošnjo nadškofu Ljubljanskemu, nadljubljanskemu, da bi lahko govorili tudi z bogoslovci v nadljubljanskem nadsemenišču in je bilo seveda jim to odklonjeno, ne? Tako da ne, buhvari, da se ne okužijo še oni, ne? Čeprav verjetno nekateri so že okuženi, ampak dobro, ne? Tako da te zadeve. Zdaj, bratovščina svetega Petra in podobni so išli iz bratovščine svetega Pija X. In oni seveda trdijo, mi smo v razkolu, oni niso v razkolu. Oni niso, se pravi, treba je kljub vsemu biti z njimi, zato ker oni delujejo legalno in podobno, ne. Samo da nisi v razkolu ali schizmi, kot se reče stojko, ne. O tem ne bomo danes razglabljali, zakaj mi nismo, ampak enkrat posebej, kot smo rekli, ne, ampak okej. En naš vernik mu je en tak rekel, en bogoslovec, ja, ma ti ne bi smel hoditi tja k maši in tako dalje, ne. Je rekel, okej, je rekel, jaz bi hodil k Petrovcem, povej mi, kje je v Sloveniji, ne.
Ni. Se pravi, sta hitro končala, ne? Se pravi, mu je hitro odgovoril, tako kot je treba, ne? Se pravi, tradicionalna latinska maša, tradicionalni zakramenti, tradicionalni nauk cerkve, torej niso pravica, ne, katoliških duhovnikov in vernikov, oni ne tako dojemajo, ne, spravi tle prav doktrinarna razlika, ne, drugo doktrinarno stališče, ne. Oni kaj imajo? V bistvu samo tradicionalno latinsko mašo, ne, dobro, Petrovci in ostali imajo tudi druge zakramente nekako dopuščene, ampak ne vedno se lahko zgodi tudi, da jim rečejo ne, tej škofiji morate pa tako, ne, recimo poroke pa to, ne. In tradicionalna latinska maša samo, če jo cerkvene oblasti odobrijo, dovolijo, ne, ker one naj bi imela pravico tudi jo prepovedati. Zdaj sem rekel, da bomo to rekli po kardinalu Štiklerju, pokojnemu avstrijskemu kardinalu, velikem zgodovinarju, smo lahko izvedeli, ker je on tudi tam bil, ne, da je papež Janez Pavel II. Sklical nekatere te eminentne kardinale in pravnike, med drugim tudi kardinala Ratzingerja, da bi preučili, ali je mogoče tradicionalno latinsko mašo ukiniti in ali ima vsak duhovnik pravico obhajati tradicionalno latinsko mašo, in je bilo ugotovljeno obakrat, ne, se pravi, ni je mogoče ukiniti, in to je potem Benedikt XVI. V Summorum Pontificum, ne, se pravi prej kardinal Ratzinger, tudi ugotovil, ne, se pravi, ni bila nikdar ukinjena, ne. In načeloma, ne, na načelni ravni naj bi vsak duhovnik imel pravico obhajati tradicionalno latinsko mašo, in tudi to je zapisal v Summorum Pontificum. Smo pa videli potem, kako je v praksi s tem, ne? Ker je problem te lažne pokorščine, ne? Dobro, pač jaz nisem nikoli prašal za neko dovoljenje, sem pač obhajal, ne, tako da ok, ne, sem se tega držal. Zato smo pa pristali, kjer smo pristali, ne. Mnogi so šli, ali pa tudi gredo po nekih svojih poteh, ne, smo rekli svobodni strelci, ne. Recimo pater Hesse pokojni, ne, ki je imel neke svoje fore, ali pa so neke težnje po izvirnosti, kot recimo pri patru Rippergerju najdemo in podobnih, ne. Tako da tam so tudi neke nevarnosti in tako dalje, ampak pustimo, ne, zdaj. Potem ukvarja se z nekimi zadevami, ki niso bistvene, ne. Neko dlakocepstvo okoli reform misala in bogoslužja, se pravi leto 62, ne, bratovščina to sprejema, ker to je celotno bogoslužje, ki ga je cerkev pač dala, ne, zaradi tega, ne. To se lahko gleda v angleščini te oddaje o katoliški maši, ne. Tako da to 65. leta je bila samo maša dana, ni bilo celotno bogoslužje, zato se potem vzame tisto zadnjo različico, ne, zaradi tega, ker gre za to, da ni noben problem glede vere pri tej zadevi, ampak so druge stvari tukaj, ne, se pravi, so neke podrobnosti, ki niso pač bistvene in tako, ne, to. Vemo, ne, tudi zmeraj doktor Kvašnevski zmeraj se vrača k tem zadevam, ne, kakor da so to najpomembnejše zadeve, pa niso, ne, tako da ostaje se pa pri tem indultizmu, ne, potem. Če bo enkrat povratek na tisto, pač v redu, ne, ampak kot smo rekli, nič za vero škodljivega, in to je bistveno. Nekdo ne more delati pač na lastno pest, ne, mora biti zmeraj, ko govorimo o liturgiji,
neka prava tudi tle pokorščina, ne? Ker če ne, nismo nič boljši od tistih, ki delajo po lastni volji, ne? Tako da to, ne moramo mi očitati drugim, pol pa mi delamo zelo podobno ali pa enako, ne? Dobro, marsikaj bi se dal še tukaj povedati, ampak nimamo neskončno časa, tako da moramo iti še naprej. In zdaj na desno, mogoče bi začeli z odporom, ki ste ga omenili. Ja, to je celoti pravzaprav FSSPX odpor, tako so poimenovali. Te škofa od začetka, potem je bilo več, se pravi Williamsona in duhovnikov in tistih ljudi, ki so šli, verniki, ki so šli z njimi, ne? Se pravi angleško SSPX Resistance. To je ustanovil škof Williamson, je precej na ohlapnih pravilih, bomo rekli, ne? To. On je eden od 4 škofov, ki jih je leta 88 posvetil nad škof Lefevre. In je nastala kot posledica ogorčenja nad pogovori bratovščine svetega Pija X z Rimom. Tako da škof Williamson je išel iz anglikanizma, očitno nikdar ni uspel, kot je rekel pater Schmidberger, povsem premagati svojega nagnjenja k naturalizmu in podobnemu, ne? Tako je napisal tisto noto ob njegovi smrti, gospod, da je pač škof Williamson večni pokoj, ne? Ampak vendarle, kar je treba povedati in na kratko je zelo lepo povedal pater Schmidberger, ki je bil seveda tudi dolga leta, se pravi za nad škofom Lefevrom je bil on generalni predstojnik bratovščine, ne? Tako da to in mu želimo tudi čestitati, ker obhaja 50-letnico mašništva, ne? Tako da to, pater Marko se bo seveda udeležil in nekateri verniki, tako da ona dva sta res lepo povezana, ne? Pa tudi nas ima zmeraj rad in tako ga zmeraj zanima, zmeraj reče pozdravite gospoda Vitka in tako ne. Tako da zdaj, če bo gospod Vitko to gledal, če ne mu bom pa povedal še osebno, da ga tudi pater Schmidberger pozdravlja, ne? Ampak dobro, pojmo spet k temu odporu. Se pravi, s časoma je škof Williamson prišel in je pričel tudi biti vse bolj samosvoj. Kar nekaj let je dobro delo in tako bil tudi precej visoko v vrhu same bratovščine in tako. Ampak potem s časoma ta samosvojost ga je pripeljala v določene težave, imel zmeraj neke svoje obsedenosti, tudi s temi teorijami zarote in tako in se preveč ukvarjal z nekim stvari. Recimo potem to ga je leta 2010 pripeljalo na tisti švedski televiziji do tega, da je padel tisto nastavljeno past, ne, glede holokausta, ne. Ker to je bilo v bistvu vprašanje časa, ne, kdaj bo, ne. Temu je posvečal preveliko težo, ne. In nazadnje leta 2012 je bil izključen iz bratovščine svetega Pija X in se je torej to ime potem prijelo vseh teh, ne. Škof Williamson je začel potem še bolj neodvisno delovati, že prej je bil precej neodvisen od avtoritet bratovščine. Njemu in duhovnikom pa se potem zdelo, da s temi pogovori s tem sedežem, da so se v bratovščini oddaljili od načel škofa Lefevra, od prvotnih načel in stališč, ne. Zdaj pač drugače se je šlo te stvari. To je tudi, ko smo se srečali z Don Davidom Paljaranjem, je bilo tudi tako rečeno, da eno je bilo postopanje recimo v 80 letih in tako, ne. Zdaj pa pač malo drugačno, ne, postopanje. Neke stvari se tudi
spremenijo, popravijo, ne vem, kakorkoli že, ne. Tako da to. Zdaj, velika večina je to sprejela, nekateri niso sprejeli, ne, tako da to. In za škofa Williamsa stane pač bilo to preveč, ne. Benedikt XVI je v pogovorih z bratovščino skazal pripravljenost, da kanonično prizna FSSPX in to je bilo preveč, ne. Zdaj, če tako vzamemo, oni imajo do koncila in teh reči enak pogled, recimo kot bratovščina, načeloma, ne, na veliko rečeno, ne. Torej je šlo za zmote, ne. Ampak smo rekli, avtoritete se ne priznava pri njih, ne. To je tisto, problem z avtoritetami. Pravijo, da se z njimi pač ne sme imeti nobenih pogovorov, se ne sme nič opraviti z njimi, ne. Tako da to. Potem znotraj njih je prišlo še do dodatnih razdelitev, potem razno dlakocepstvo in podobno, ne vem zdaj natančno, ampak kako je s to liturgijo in to, najbrž precej pisano, ne, tudi to. In potem škof Williamson, ki je posvetil na lastno pest še nove škofe, ne, spravi nadškof Lefevre ni na lastno pest, ne, čeprav bi se zdelo, ne. Je bil to cel postopek dolgotrajen in tako naprej, ne. Je bil potem to izhod v sili, ne, tudi na koncu, ampak o tem bomo še kdaj spregovorili. On je pa kar tako posvetil, ne. Prvi med temi škof je bil Jean-Michel Fauré in so mu sledili še drugi, skupaj 5 škofov. Pač škof Williamson pokojni, oni ostajajo. Torej v bistvu gre za popolno izolacijo od cerkvenih avtoritet, duhovnikov, medtem ko bratovščina seveda ni tako zaprta, je vedno odprta, kot smo rekli, ne. To se je spremenilo, ne, odprej razmere drugačne in tako. In vemo, da z njimi se je nekaj pečal tudi nadškof Vigano, ne, ta italijanski prelat, in škof Williamson ga je tudi pogojno posvetil, ampak zdaj ne bomo preveč resno jemali tega italijanskega nadškofa, nekdanja diplomata, in ne moramo šteti niti med odpor, pravzaprav niti med sedevakantiste. Je eden od tistih hibridov, ki smo jih omenili, ne. Tako da to. Dobro, hvala tudi za to razlago. Ostanejo nam pa še sedevakantisti. Ja, ozremo se najprej na doktrinarna stališča. Menijo te skupine, da cerkev in papeži ne morejo izdati slabih navodil in dokumentov. To je lepo pater Marko v eni številki našega glasila označil, ne. Se pravi, to ni pravo sprejemanje človeške narave, ne. Torej beseda se je učlovečila, ne. Ljudje so še zmeraj ljudje, ne. Ni zdaj, da če postaneš papež in škof, duhovnik in tako dalje, da kar avtomatsko si svet, ne. Daleč od tega dostkrat, ne. Tako da to. Spravi, po njihovo cerkev in papeži ne morejo izdati slabih navodil dokumentov, sploh pa ne morejo izdati krivoverskih ali heretičnih, ne. Menijo oni, da drugi vatikanski koncil sploh ni bil pravi koncil. Imajo koncilske dokumente za krivoverske, ne kot dokumente, ki vsebujejo nekatere zmote in ki so pač napisani drugače, kot so bili prej dokumenti in tako dalje, ne. In so prišli do zaključka, da potem takom, kdor je sklical ta koncil, kdor mu je sledil, sploh ni papež. In torej od smrti papeža Pija XII. Naprej je sedež izpraznjen, sede vakante, ne, spravi to. Nekateri menijo, da je ta sedež samo materialno zaseden oziroma okupiran, kot rečejo, ne, recimo IMBC, Institutum Matris Boni Concili, ne, spravi to, tam je tudi pater Arnold
Travner, ne, ki je zapustil tik pred vstopom patra Marka Tilošanca bratovščino, ne. Tako da to. Recimo ta poznani Don Curcio Nitolja pa medtem se je vrnil pod okrilje bratovščine in sedaj oskrbuje en nunski samostan v bližini Albana v Velletriju, ne. Tako da to. Spravi ti IMBC se imajo za sede privacioniste, ne. Imajo to tezo Kasičakom, to je iznašel pater Gerard de Laurier, ki je imel tudi zelo veliko zraven breve zame kritiko, ampak potem je šel neko svojo pot, žal, ne. Pak to so zdaj detajli, ne, zdaj ne bomo šli preveč v to. V osnovi so nastali iz članov, ki so zapustili spet bratovščino, ne. Tako da še ena taka znana skupina je duhovniška bratovščina Svetega Pija V, pa še druge so, ne. Zdaj v to Svetega Pija V je spadal tudi pokojni pater Antoni Čekada, znani, ki je bil slovenskih korenin z okolice Ilirske Bistrice, kot tudi po starših pokojni vrhbosanski nadškof Smiljan Čekada, ne. Tako da to je tam Jelšane in okolica, ne. Tako da tam. Tu imamo potem vprašanje krivoverskega papeža, ne. Oni zavračajo načelo, da prvi sedež, da ga ne more prvega sedeža nihče soditi, se pravi v času papeževega vladanja, da bi se ga lahko sodilo, ne. za krivoverstvo namreč, ne. Se pravi, ne za materialno, ampak za formalno prav, ne, krivoverstvo. Seveda, nauk cerkve, da po njegovi smrti se lahko to naredi, ne, če se hoče, če se to naredi, ampak mora biti prav narejeno, ne pa v času njegovega vladanja, ne. Tako da, tovrstni papež po njihovo naj bi bil tudi formalno krivoverc, ne samo materialno, in potem avtomatsko izgubi svoje papeštvo. In to naj bi se zgodilo Janezu 23. Ne. Potem ima še novo sordo za njih ne samo nedopustne, ampak tudi neveljavne. Kaj pravi tukaj bratovščina, ki se je rekel, da se bomo k temu vrnili, da so veljavne pod pogojem, da poleg snovi, torej kruha in vina, mašnika, torej veljavno posvečenega škofa ali duhovnika in forme, torej osnovnih posvetilnih besed, da je tukaj še pravi namen vršiti na nekrvavi način Kristusovo daritev na križu. Če duhovnik, mašnik ima mašo vsaj v teoriji za Kristusovo daritev na križu, potem tudi ta maša je veljavna, ne? Tudi če se obhaja na napihljivi blazini, ne, na morju. Žal, ne. Lahko rečemo, da taka maša dostikrat žal je veljavna, ne. Bi bilo boljše, če ne bi bila, ampak dobro. Bogoslužje, ker je spremenjeno, ni veljavno, tako tudi niso veljavni škofje, niso posvečeni, ker so posvečeni po novem obredu škofovskega posvečenja, tako ne govorijo, ne. To. Potem verjetno je poznano tudi ta Don ali nekdani Don Minutella, ne, pa Andrea Čonči je novinar, ki ni bil niti slab novinar, moram reči, ne. Ima neke zanimive članke iz preteklosti, zgodovinske tudi in tako, ne. Spravi Minutella in Čonči in to niso pravi sedevakantisti, ne, to so spet eni hibridi. Bi jih mogli imenovati sedevakantistični neokonservativci, ker zagovarjajo vse, pravzaprav, ne, kar zagovarjajo neokonservativci, se pravi koncil in te zadeve, ne, in njihove teze so pol smešne, ne. Tako, medtem ko teze pravi sedevakantistov so
malo bolj podrobno izdelane, ne, se pravi, niso jih tako pravilne, ampak vendarle malo bolj resne, no, bomo rekli, ne, tako. V načelu vsi priznavajo papeštvo in petrinski primat, ampak pravijo, sedež trenutno je izpraznjen, tako da v tem pravem pomenu niso razkolniki, ne. Ampak gre to proti snovnosti vidljivosti cerkve, ne, se pravi, mora biti konkretno vidna cerkev, ne. Se pravi, tudi prostemu očesu, ne, da torej cerkvena hierarhija je tudi v resnici, ne samo v teoriji, ne. Se pravi, ti sedaj vakantisti čakajo, da bodo nekoč spet pravi kardinali, da bodo izbrali potem pravega papeža. Kako se bo ta čudež po 67 in več letih zgodil, ni dano vedeti, ne, seveda, to bo nekaj padlo z neba, ne vemo, ne. To oni čakajo očitno, ker po nekih normalnih poteh to ni mogoče, ne, saj vidimo. Tako da vidimo po eni strani kar visoko inteligenco pri teh ljudeh, pri teh duhovnikih in škofih in tako, ampak po drugi tudi precejšno osebno neuravnovešenost, tako da to. Morda še najbolj značilen en velik rigorizem po eni strani, ne, zlasti moralni, ampak ne samo, ne. Tako da vidimo, ne, precejšna težava spopadanju z resničnostjo, ne, tako da to. Ja, hvala, kar dolg pregled. Smo mu skoraj prišli do dna. Morda pa bi pred koncem še povedali, kakšno bi bilo pravilno postopanje, ki smo rekli, da je sredinsko. Ja, se pravi, držanje tega, kar je zaklad vere, kar je stalni nauk cerkve, se pravi, s pravimi zakramenti, pravo svetomašo, pravo moralo tudi in vsem tem, da se tako postopoma obnovi celotno katoliško življenje in red, če tudi bo to seveda bodimo realni, ne, v neki manjši obliki, v smislu številk. Ne moramo reči, zdaj bo vse kar naenkrat se obnovilo, ne. Guareschi v Don Camilu lepo rekel, da ob povodnji je treba rešiti seme, da ko se vode potem umaknejo, da se zadeve počasi obnavlja, ne, spravi tako. Pastirji in duhovniki potrebujemo jasna načela in smeri, posledično seveda tudi verniki, ne. Zato tudi se odločate ali pa ste se odločili, pa se še odločate, komu slediti in tako. Potrebujemo vsi eno dobro vodstvo, usmerjanje in to dobimo pri tradicionalnih pastirjih. Žal je tako, pač nismo veseli ali zadovoljni, da je tako. Mi bi želeli drugače, ampak vidimo izredno stanje, izredne razmere, zahtevajo to izredne ukrepe, ne, tako da to neki manevrski prostor zmeraj še obstaja, ampak zmeraj lepo znotraj nekih okvirov pravilnih, ne, tako da to vsaj približno znotraj skupnosti pod vodstvom pastirjev, ne. V okvirih bratovščine imamo tudi pridružene duhovnike prijatelje, so vsaj približno v nekih teh okvirih, so neke težave, ampak ni važno, ne. Niso v polnosti, boljš bi bilo, če bi bili v polnosti, ampak okej, človek ne more imeti vsega, ne. Potrebujemo pravi nauk, pravo mašo, prave zakramente, smo rekli, in promocijo pravih načel, da lahko gremo v smeri obnavljanja vsega v Kristusu, kot je lepo bil moto našega zavetnika svetega Pija X. Torej gre seveda za priznavanje popolnega kraljevanja Kristusa, ne, tako da to. Ja, pater Andrej, hvala spet za še en pogovor, kjer smo spet lahko precej
natančno analizirali nekatere stvari, pa bomo še druge bolj podrobno, ki smo jih danes omenili in še posebej obdelali, ker je prav, da jih tudi ljudje poznamo in da jih boljš razumemo. In torej ljudi vabimo, da se pridružijo temu ki ga goji Bratovščina v prizadevanju za eno celostno ohranitev vere, nauka in zakramentov cerkve, še posebej svete maše in duhovništva. Za konec, dragi poslušalci, naročite se na naš kanal, vas vabimo, všečkajte, delite, pridite k našim svetim mašam, kot smo rekli, v Sloveniji na Verdu, v Mariboru in tudi, če je potrebno, v tujini. Obiščite našo spletno stran fsspx.si, spremljate mogoče strani in kanale Bratovščine tudi v drugih jezikih. Ne vem točno, kako napredujejo tudi nekateri prevodi angleških vsebin in tako naprej. To je za danes vse. Do naslednje oddaje in z Bogom. Z Bogom.